Pozdravljeni v 118. oddaji. To je naša zadnja oddaja že pred težko pričakovanimi počitnicami. Na 41. maratonu Treh src Radencih smo letos tekli, ločevali odpadke in poskrbeli za multimedijsko podporo na dogodku. Ob koncu šolskega leta so dijaki umetniške gimnazije v produkcijah predstavili rezultat svojega dela. Poglejmo si nekaj utrinkov. Halo, policija, potrebujem pomoč. Zgodil se je umor. Beverly, natakarca. Emma, hčerka. Richard Williams. Natalie Williams. Njegov prijatelj. Howard, poslovnež. Katrina, sobarica. Lucy, računovodkinja. Beverly, pa zakaj si tako oblečen? A daj tiho boje. Dober dan, gospodična. Kdaj pride moj oče? Vaš oče je že na poti. Vam lahko kaj Ne, hvala. Bom kar počakala. Natakarica. Danes hoče denar. Nimam ga. Dober dan, gospod in gospa. Dober dan. Ime? Beverly. Beverly. Kdaj pride praznjenec? Slovljenec. Gospod Morticelli je že na poti. Vam lahko kaj prinesem do tača? Ne, nič ne bova. Natakarica. A ti veš, zakaj me je povabil? Ne vem, zakaj tebe povabil, saj si samo sobarica. Dober dan. En whisky, prosim. Natakarica. Dober dan. Kdaj lahko dobiva predjed? Predjed bo postrežena, ko prispe gospod Morticelli. Kaj pa kaj za pitje? Končno. Gospod Morticelli, lastnik vsega tega. Rachel Morticelli, moja lepa, mlada, seksi, draga žena. Očka! Pozdrav. Zdravo, kako si? Mauricio. Lepa kot vedno. Pozdravljeni. Beverly, daj šampanjec. Najlepša hvala vsem, ki ste se danes tukaj zbrali, da proslavimo mojo upokojitev. Na zdravje, na še dolga, dolga leta. Na zdravje, dragi. Na zdravje. Očka! Mauricio! Ne diha. Kaj se je zgodilo? Saj pa je bil še zdrav. Ja, nekako je mogel umreti. Kaj, če je bilo kaj v pijači? Pa saj, Beverly, ti si stregla. Ja, pa saj ste vsi pili isti šampanjec. Stojte, policija. Nekdo je klical zaradi umora. Mami, a kri pa imamo iste barve? Ga vidiš? Ne, nikogar ni. A tam pri tistem drevesu. Ne! Evo, zdaj se je premaknil. O moj bog, 200! Ogromno jih je, Bog nam pomaga. Neke čudne barve so. Izgledajo kot
mama. Da ne bi kje. Smo se nazaj želeli pomahati. Sploh ne veš, kaj te geste pri njih pomenijo. Lahko so kanibali, si se pravkar javili, da boš naslednje kosilo. Ja, seveda imamo vsi iste barve krvi. A rdeče? Ja, rdečo. Ja, zakaj pa nimajo oni črne? Ja, ker mi tudi nimamo bele. Zakaj? Ja, ker smo vsi ljudje, vsi smo ista vrsta. Mami, kakšno kri pa imajo Hrvati? Nasmešek! 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 Fasada 21. stoletja. Vedno več, bataljoni, cele vojske, snežno-beli zob se reži, naslovnic, reklam, televizij, računalnikov, sveži in popolni, omamno zapeljivi, dražestno samozavestni, hipnotizirajoči. isti. 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 Nasmešek! Nasmešek! Zdaj na voljo tudi pri vašem zobozdravniku. Za prvih 100 še posebej ugodno, po akcijskih cenah tako rekoč. Ker se cenimo. Ker zase zahtevamo na najboljša. Ker smo se za to borili. Nasmešek! 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 Danes vsi pohodkari nasmeški iz Ciota Diklina. Če nima za estetsko kirurgijo, ima vsaj za pošten telefon. Živela tehnologija, živela iluzija. 2 klika, 2 potega po ekranu. Mozoli, briši. Kilogrami, triši. Usta, dojši. Pa je čarovnija opravljena. Nasmešek. Ti, kot z naslovnice. Kot z Fashion Weeka. MTV-ja. Playboya. Hollywooda. Ti, najboljša verzija samega sebe. Z neomejenimi možnostmi izboljšav za ceno mesečne naročnine. Za nove uporabnike še posebej ugodno. Pa še telefoniraš lahko zraven. Pospravite telefone! Poletje ni čas samo za samega sebe. Je čas, ko odkrivamo svet. Matilda, Agata, Margareta. 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 Kreftovi, prosim. Ne. Prosim? Ne, ne gori vam pravim. Prosim? Marko Polo Edvard Sloko. Marko Polo Edvard Sloko. Ja? Požarna obramba sprašuje, če pri nas gori, pa sem rekla, da pri nas ne gori. Prav si rekla, Matilda. Jaz vedno serim prav. Pokličiva Arturja. Ja, toda telefon je uničen. To vem, že odzdavnaj ne bi zdaj ponavljala. Ja, potem pa kaj okreniva? Toda, saj sva čisto brez moči. To mi je totalno prezentno, saj da nisem tako v nebo pijoče defekten. Ja, potem pa se okleniva čakanja. Ja, to pa nikamor ne vodi. Joj, to že vem. Ne bi zdaj ponavljala. Potem pa odidiva. Toda jaz se ne morem niti ganiti.
Pa signalizirajva. Toda ta megla ne prepusti signala niti do stare nove vasi. Poslušaj. Bomba na bombo. Saj mora biti že vse ravno. Nima strah umreti. Strah največjega edina, ki je preživela. To je staro sovraštvo. Prekleta vojna. Če uporabimo hidrogensko bombo. Če uporabimo raketo zrak-zemlja, lahko zadanemo na 4 prste natančno. In če nas napade še Zambija? Ja, kaj pa je s tabo? Mislim, da bom bruhala. Ja, kaj pa je s tabo? Slabo mi je. O, ti tudi? To je od zastrupljenega ozračja. Sem že ves čas nekaj sumil. Toda nesreče ni konec. Zlo na zlo. Nesreča na nesrečo se grmadi. Jaz pa smijem še to, da divno. Prav paša. Se smeješ? Se smeješ meni? Je vino sladko, kaj? Kar preveč. Je s trupom posladkano. Ojoj. Smrt je imela tukaj prste vmes. Zdaj sem pa sama. Čakam. Čutim vsak stresljaj, vsak premik, vsak korak. Upam, da ne bom jaz naslednja. Ko pogledam naokoli, vidim, kako tudi one padajo dan za dnem. Moja zemlja je že zdavnaj suha. Tudi korenine mi ne rastejo več. Žejna sem in lačna. Zapihal je veter in začel s sabo odnašati ves moj cvetni prah. Moje od zastrupljenega ozračja uvenele liste in cvetove. In ko pomislim, da ne bi moglo biti slabše, začutim senco nad sabo. Vidim velik ploščat objekt, ki se mi približuje. Vem, da je to moj konec. Pohodil me bo. Tako, pa je ugasnila še ena iskrica življenja. V okviru projekta Zelena knjižnica za zeleno pismenost je nastal kratek filmček, ki vam ga ponujamo v nadaljevanju. Mladi se soočamo s številnimi vsakodnevnimi problemi, ki nas težijo skozi vsa leta našega tako imenovanega brezskrbnega otroštva. In ker se mladi še kako zavedamo, da je narava in naša povezanost z njo že kar precej odmaknjena, jo bomo z malo upanja in aktivnega delovanja ponovno oživeli. Zato se bomo na naši gimnaziji vsi skupaj zavzeli za ponovno povezanost z naravo. Z njo bomo vzpostavili sožitje, ravnovesje, saj je že marsikje porušeno. V okviru projekta Leto prških vrednot in zelene pismenosti, ki ga je razglasila občina Ljutomer, in projekta Zelene knjižnice za zeleno pismenost, ki je obkrožil že celo Slovenijo, bomo poiskali tisto vez, ki nas je zavedno zaznamovala. Pravijo, da upanje umre zadnje, a če iskra upanja ugasne, nam jo lahko nekdo spet prižge. Bodimo mi tisti, ki bomo prižigali zeleno luč in podpirali ter varovali svet narave, zelišč, rastlin, živali, gozda, povezanosti in enotnosti vsega, kar je, ne samo človeštvo, temveč tudi naša pramama, narava, ki je vir vseh moči. Zelena pismenost je res eden izmed projektov, ki je vreden soustvarjanja, modificiranja, obnavljanja in vzdrževanja, da se razvije v mogočno rastlino, ki bo premagala tudi najhujšo sušo. Gospa Kata Laštro nam je s svojim bogatim znanjem in izkušnjami, kako promovirati zeleno pismenost, dala dragocene namige za naše aktivno sodelovanje. Sem Kata Laštro, prihajam iz Velenja. Sem zaposlena trenutno v knjižnici Velenje in vodim v bistvu en projekt, ki je moj avtorski, imenuje se Zelena pismenost. Bi nam mogoče razložili, kaj sploh je projekt Zelena pismenost? Zelena pismenost je povezava z naravo, povezava ljudi z naravo, in to je moj življenjski moto, ker jaz sem celo življenje povezana z naravo. V okviru tega projekta so nastale te knjige.
ki so izdane v založbi Narava iz Kranja. V okviru projekta so organizirane različne delavnice do sedaj, v teh letih od leta 2014 do sedaj. Fotografske razstave, predstavitve knjig, povezujem se z različnimi inštitucijami, najrajši s knjižnicami tu v Sloveniji in v tujini. Želim, da čim več različnih populacij pride do teh informacij in da se povežemo, da delujemo v tej smeri, da smo povezani kot ljudje in da ta povezanost vpliva na najboljši način vpliva na naša življenja. Upamo, da bomo z našo šolo z vami sodelovali še v prihodnosti in tega se zelo veselimo. Hvala vam, da ste nas danes obiskali. Hvala tudi vam. Današnje srečanje je samo eno od mnogih, ki se bodo zgodila in to sodelovanje, jaz mislim, da ima eno lepo prihodnost. Tako da se tudi jaz vam zahvaljujem. Najlepše hvala. Tudi vam. Z mano sta tukaj Olja in Miha, katera sodelujete pri projektu Zelena pismenost. Miha, zakaj si se odločil sodelovati pri tem projektu? Pri projektu sem se odločil sodelovati zato, ker že od malega imam rad zeliščarstvo, rastline in imam tudi doma sam zeliščni vrt. Slišal sem tudi, da se tukaj na šoli nekaj dogaja. Ali lahko poveš kaj o tem več, Olja? Ja, torej mi smo se z našo knjižničarko odločili, da bomo se prijavili na mednarodni projekt Zelena pismenost in tako bomo tudi v naši šoli poskrbeli, da bo malo več zelenja, malo več rastlin, imeli bomo tudi vrtičke, herbari. Zelena pismenost lepo zveni, vendar se moramo zavirati, da je obstoj in prihodnost narave tudi v naših rokah. Z naravo dihamo, z njo živimo, jo čutimo in z njo lebdimo. Narava ni za usmeti, narava sem tudi jaz in si tudi ti. Zelena pismenost je torej vse, kar naj bi vedeli o varovanju in ohranjanju naravne dediščine, o zeliščarstvu, rastlinah in kako biti del njih. Nekaj dokazov, da nam je mladim mar, je dokazala tudi naša gimnazija GFML s svojimi aktivnostmi. Zavedamo se, da smo vsi potomci kulturne in naravne dediščine. Najprej smo obiskali splošno knjižnico Ljutomer. Skupaj z gospodo rektorico Vesno Lajsani smo odkrivali njihov zelen kotiček. Razne izdelke, med drugim tudi herbari in ročna dela, ki nas spominjajo na naše prednike in ohranjajo naše kulture. Obiskali smo še slaščičarno Flocukeraj v Ljutomerju. Tam smo našli lep primer, kako prinesti zelišča z grede v lončke in jih obesiti na steno. Nastala je tako imenovana zelena stena, ki v atriju slaščičarne ustvarja prijetno zeleno vzdušje. Predtem so izvedli akcijo izmenjave. Vsak, kdor jim je prinesel sadiko zelišča, je v zameno prejel tortico. In tako je Flocukeraj dobila svoj mini zeliščni vrt. Zelišča pa mnogi gojimo tudi doma. Zato vas bom popeljal v zelišča iz sosedovega vrtička. Na mojem zeliščnem vrtu se znajdejo sama odlična in znana zelišča. Saj veste, pomembna je kvaliteta, ne pa kvantiteta. Mednje spadajo razne vrste med, kot na primer zelena meta, ki v času od pomladi do poletja podari čudovite belo-roza cvetove. Ananasov žajbelj, ki pomaga pri trebušnih problemih in ima odličen okus, je zelišče, ki je zelo občutljivo na mraz. Zato ga je potrebno shranjevati na toplem v mrzlih delih leta. Sivka, ki nas premami s svojim vonjem in prav tako rožmarin, ki je odličen dodatek k mediteranskim jedem. Pehtran, ki ima blag a aromatičen okus. Uporablja se za peko ali čaj. Melisa, ki nas poboža s sladkimi toni jagodnih vonjav, je primeren za številne napitke, po zimi pa je odlična za čaj. Timijan, ki je v današnji kuhinji nepogrešljiv, je rastlina z drobnimi listi primerna za mediteransko hrano in rdeče meso. Drobnjak je zvrsten v namazih, ki jih z lahkoto pripravite doma in jih postrežete vsakemu gostu, ki bo z veseljem pojedel cel obrok. To je bilo nekaj tipičnih zelišč, ki jih najdemo v skoraj vsakem zeliščnem vrtu. Predstaviva bom še dve vrsti cvetočih rastlin, ki so užitne. To sta modri glavinec in lilije. Modri glavinec, ki je bil v preteklosti označen z poljskim plevelom, je odlična rastlina za blaženje vnetja oči in lajšanje bolečin trebuha. Lilije sicer nimajo zdravilnih pati, so pa užitne in jih je mogoče uživati v celoti. Najboljši so pa seveda cvetovi. S projektom Zelena pismenost smo se za dan žena odpravili v dom upokojencev Ljutomer. Praznik smo obeležili z ustvarjalno čarovnijo pravih starih zeliščaric. Ob
koncu smo se podružili in izmenjali par besed ob dobrem domačem čaju iz zelišč, ki so jih upokojenke same nabrali in vzgojile prav svojega vrta. V izdelavi herbarijev pa smo se preskusili tudi mi. Res je zanimivo, kako lahko nekaj tako lepega postane še bolj lepo in trajno. To zveni zelo zanimivo in ker je izdelava herbarija tako preprosta, ga bom še sam izdelal. Sva Niko Čovkodela in Zara Bertalnič. Obiskujeva gimnazijo Franca Miklošiča Ljutomer in sodelujeva v okviru projekta Zelena pismenost za zelene knjižnice. Namen tega projekta je ozaveščanje o pomenu varovanja in ohranjanja kulture, naravne dediščine in jezika. Dijaki pri tem projektu ustvarjamo pesmi, plakate, zgodbe, umetniška dela na temo zeliščarstva. Zaro sva se odločila za izdelavo herbarija. Herbarij je zbirka posušenih rastlin, prilepljenih na list papirja. Za izdelavo herbarija smo se odločila, ker ima posebno povezavo z Ljutomerom. Namreč prvi in najstarejši herbarij na slovenskih tleh je nastal izpod roke zdravnika Janeza Kersnika Fliserja iz Ljutomerja in to že v 17. stoletju. Izdelave herbarija sva se lotila prav tako kot on. Najprej nabereš razne rastline v lokalnem okolju, jaz sem jih nabrala v Murski Soboti in njeni okolici, Niko pa na Goričkem. Pomembno pri tem je, da izkoplješ celotno rastlino vred s koreninami. Nato jo položiš med 2 časopisna papirja in jo obtežiš s knjigami. Pustiš jo, da se suši nekaj tednov, vendar moraš na vsaka 2 dni zamenjati časopisni papir. Ko so posušene, jih previdno zalepiš na papir in priložiš k ostalim. Vsaka rastlina mora imeti tudi svojo osebno izkaznico, na kateri so napisana slovensko in latinsko ime ter kraj in čas nabiranja. Na naši gimnaziji smo v sklopu tega projekta uredili tudi zeleni kotiček, kjer imamo stalno razstavljene primere raznih vrst lesa. Les je, kot vemo, vsestransko uporaben. Obenem so v tem kotičku razstavljeni nekateri likovni izdelki dijakov, ki se vsebinsko navezujejo na zeleno pismenost. Ob Svetovnem dnevu knjige in Svetovnem dnevu zemlje pa so v naši šolski knjižnici pripravili razstavo rastlin. Razstava je predstavila mnogo knjig o rastlinah, zeliščarstvu in podobno. Predstavljeni so bili tudi likovni izdelki, zgibanke, tako imenovani origami znanih rastlin in pesmi o rastlinah, ki so jih stvarili naši dijaki. Konec koncev se je vse šlo tako, kot smo hoteli. Naslednje leto bomo pa dejavnosti zelene pismenosti še razširili. Na šolski zelenici bomo posadili zeliščni vrt in po šoli namestili lončnice. Torej, bodimo sami svoji zeliščarji, kajti s tem si zdravimo dušo in smo daleč od ponorilega sveta in polnega pohlepa. Bodimo tisto, kar je narava hotela od nas in zaživimo. Konec meseca bomo lahko prisluhnili zadnji epizodi 2. sezone podcasta GFML-jevci. Klepetali bomo s Sebastianom Korenom. Začel sem kot digitalni strateg pred 13 leti nekje tu. Kot v tej vlogi je moja naloga bila, takrat, ko se je Facebook začel, ko so socialni mediji začeli, je bila moja naloga pomagati brandom ustvariti svojo odskočno desko, svojo strategijo, kako najboljše doseči nakupovalce v digitalnem svetu. Trenutno se je to malo razvilo naprej. Kot direktor za data-driven marketing je moja glavna naloga poenostavljeno pomagati na različne načine podjetjem, brandom spremeniti obnašanje ljudi, recimo, ne? Ker v bistvu to je osnovni cilj vsakega podjetja. Vsako podjetje, vsaka organizacija želi, da se obnašanje ljudi na nek način spremeni. Torej, da nekaj kliknete, da nekaj ne kliknete, da začnete kaditi, da nehate kaditi, da darujete denar, da nekaj kupite. Vse to je povezano z obnašanjem ljudi in tu so različne možnosti, kako vplivati na obnašanje ljudi in mi analiziramo, recimo, customer journey, od prvega kontakta z nekim brandom ali prve želje, da bi nekaj kupili, do samega nakupa in katere so tiste točke, ki lahko optimiramo, da bo to potekalo čim bolj gladko in da ne boste kupili pri konkurenčnem podjetju, da boste res tako ravnali, kot je cilj podjetja oziroma branda in da se v bistvu na ta način tudi gradi neka ciljna skupina,
ki je pol tudi lojalna in pol po nakupu tudi ostali lojalna. Jaz razvijam različne strategije z mojim timom, ki to tudi omogočajo in to tudi uresničijo. Pa smo že pri koncu današnje oddaje. Želimo vam lepe počitnice in se vidimo v septembra, ko bo naša šola praznovala 60 let.